Pozdravljeni, učenci! Se spomnite, kaj smo rekli, da je glagol? Glagoli so tiste besede, s katerimi poimenujemo dejanje ali dogajanje. Naprimer, govorim, pišem, se suši, plapola. Danes vam bom razložila, kaj glagolu določamo. Pozorno poslušajte in opazujte, utrjevali pa bomo v šoli. Glagol, oseba in število. Ob gledanju videa si pomagajte tudi z učnim listom, na katerem po potrebi označujte in dopisujte podatke. Ali veste, da ljudje verjamemo, da nam nekatere stvari prinesejo srečo, druge pa nesrečo? Tine in Ana se sprehajata po travniku in iščeta 4 peresne deteljice. Medve s sestro se vedno primeva za gumb, če srečava dimnikarja. Vidva pa pljuneta po tleh, ko srečata črno mačko. Se ustrašiš, ko pride petek 13. Jaz prav nič, ampak za srečo pa vedno potrkam na les. V besedilu označimo glagole. Ali veste, vi veste, da ljudje verjamemo, mi verjamemo, da nam nekatere stvari prinesejo srečo, one prinesejo, druge pa nesrečo. Tine in Ana se sprehajata, ona dva se sprehajata po travniku in ona dva iščeta 4 peresne deteljice. Medve sestro se vedno primeva, medve se primeva za gumb. Če srečava, medve srečava dimnikarja. Vidva pa pljuneta po tleh, vidva pljuneta, ko srečata, vidva srečata črno mačko. Se ustrašiš, ti se ustrašiš, ko pride, on pride, petek 13. Jaz prav nič, ampak za srečo pa vedno potrkam na les. Potrkam. Glagolu določamo osebo. Prva oseba, druga oseba, tretja oseba. Določamo mu tudi število, ednino, dvojino in množino. Naprimer, jaz potrkam. Ti se ustrašiš. On, ona pride. Midva medve se primeva. Vidva vedve pljuneta. Ona dva, oni dve iščeta. Mi, me, verjamemo. Vi, veste. Oni, one prinesejo. Povzemimo, kaj smo se naučili. Za glagol je značilno, da spreminja svojo obliko. Rečemo, da ga spregamo. To pomeni, da se spreminjajo njegove končnice glede na osebo in število. To je za danes vse. Nasvidenje.